Z novo vlado dobivamo, kot so napovedovali, tudi strožjo migracijsko politiko. Premijer Janez Janša je podpisal pismo, v katerem skupaj z voditelji 18 držav članic Evropske unije poziva, da bi ilegalne migrante čim prej začeli vračati v tretje države, kjer bi vzpostavili tako imenovane migracijske centre. Janša je ob tem še zapisal, da se bliža konec socialnega turizma in uvažanja volivcev za evropsko levico. Opozicija pa takšne poteze označuje za ironične. Kaja Kobetič. Končno je premijer Janez Janša zapisal ob pismu, v katerem je sopodpisal poziv vodilnim v Evropski uniji, da se nova pravila glede ilegalnih migracij čim prej implementira, ker eno je, če imamo predpise, drugo pa je, ali se dejansko izvaja, ali ne. In namen tega pisma je, da pač beseda postane meso. Gre za uredbo, ki jo je v sredo sprejel Evropski parlament in po nekaterih ocenah predstavlja največjo zaostritev migracijske politike v zadnjih desetletjih. Ob glasovanju je tako med desnim in levim polom završalo. Adopted. Uredba med drugim predvideva hitrejše vračanje ilegalnih migrantov tudi v centre za vračanje prebežnikov vzpostavljene v tretjih državah. Konec socialnega turizma je ob tem zapisal Janša. To pismo pa predvsem apelira na to, da se stvari pospešijo in da je v roku enega leta, tudi kar se tiče reemigracije tistih, ki ne izpolnjujejo pogoje za azil, to dejstvo. Pismo je od 28 držav članic Evropske unije podpisalo 19 držav, kar je znatna večina. A novim predpisom nasprotujejo nekateri najvidnejši evropski voditelji. Dire que des gens qui ne veulent pas revenir dans leur pays d'origine ou que vous n'arrivez pas à faire revenir dans leur pays d'origine, vous allez trouver un troisième pays dans lequel vous allez les pousser. Et que ce pays va accepter, peut-être contre de l'argent. Je ne suis pas sûr que ce soit ça notre Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit les principes fondamentaux sur lesquels notre Europe s'est construite. Kritični so tudi v domači opoziciji. Pri tej migracijski politiki, ki jo danes poskušajo uveljavljati desni politiki in političarke, precej ironije, glede na to, da istočasno podpirajo Donalda Trumpa, ki seje vojne na Bližnjem vzhodu, ki pa povzročajo kot posledica še dodatne migracije. Ali se bo tudi Slovenija pridružila državam, ki načrtujejo vzpostavitev centrov v tretjih državah, pa Janša odgovarja, da se bodo pridružili prvi pobudi, ki bo operativna.